Prehajamo na 5. točko, torej predlog pravilnika o uporabi vozila Prostofer občine Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 13, predlagatelj župan, poročevalci pa Katarina Vegel, Sara Sitar in pa Aleksander Uršič. Besedo ima Katarina Vegel. Ja, lep pozdrav vsem. Projekt Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt humanitarnega zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov s starejšimi aktivnimi vozniki. Sam pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov in sicer morajo ti izpolnjevati naslednje pogoje. Se pravi, da starejši sami ne vozijo, nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali, imajo nižje mesečne prihodke in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Brezplačna storitev klicnega centra Zavoda Zlata mreža bo občanom dostopna od ponedeljka do petka med 8 in 18 uro. Prevozi za upravičence se bodo opravljali od ponedeljka do petka med 7 in 16 uro. Prevozi so omejeni na območju občine Kamnik, razen pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, kjer so območje razširja še na sosednje občine in občino Ljubljana. Sklepom župana bo imenovan koordinator projekta na strani občinske uprave. Vozilo, šofer in potniki bodo ustrezno zavarovani. V 9. členu so navedeni tudi pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati prostovoljni vozniki. To je to na kratko. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo, župan. Saj ni bilo tako težko, ne? Na prejšnji seji smo pač opozarjali na to, da tak pravilnik potrebujemo. Jaz sem vesel, da smo do njega prišli, imam pa vseeno nekaj vprašanj. Zdaj zaznati je bilo v medijih, da se ta projekt že pelje. Tudi župan ste rekel, da boste pač z občinskim avtom vozili. Mene zanima, koliko prostovoljcev se je že javilo za upravljanje prevozov in pa koliko prevozov je bilo do sedaj že opravljenih. Poleg tega imam pa še dve pripombi, in sicer to, da se prevozi upravljajo samo do 16. ure, se mi zdi premalo. Jaz bi ta čas podaljšal vsaj do 18. 19. ure. Drugo pa, še vedno trdim, da električno vozilo ni najbolj primerno za upravljanje te dejavnosti v občini Kamnik, glede na njeno raznolikost in pa razpršenost. Pa ne bom več, da se ne bom ponavljal, no, ker sem že na prejšnji seji vse povedal. Hvala lepa. Hvala. Zdaj besedo dajem poročevalki Katji Vegel. Izvolite. Ja, zdaj sam projekt, v bistvu s samim projektom še nismo začeli, nameravali smo z mesecem decembrom, ampak glede na samo epidemiološko sliko bomo po vsej verjetnosti projekt prestavili na leto 2021, da se pač razmere umirijo. Dali smo poziv ven za zbiranje prostovoljnih šoferjev. Ja, do zdaj smo imeli, so se nam javile 4 osebe, ki so te prevoze pripravljene izvajati. Kar se tiče same ure, zaenkrat pač ostajajo te ure od 7. do 16. ure, kolikor se bo pač izkazala potreba, bomo šli pač v spremembo pravilnika in bomo to uro pač podaljšali. Ja, glede samega električnega avta pa pač taka je bila odločitev in mislim, da je čisto v redu, da se bo pač nabavil električen avto. A se slišimo? Prosim, Katja, zvočnik, da ga ugasnete zdaj, če ste končali. Ok. Dobro, še kdo? Ne, besedo ima Aleksander Uršič, izvolite. Ja, hvala za besedo. V oktobru smo imeli koordinacijo institucij, ki se ukvarjajo v bistvu, ki v občini Kamnik skrbijo za starejše, in tam so se vsi podprli ta projekt in smo se tudi dogovorili,
za eno primerljivo testno obdobje in po drugih občinah imajo nekje okvirno take ure. Tudi ta pravilnik je bil na podlagi izkušenj drugih narejen in tako kot je bilo že zadnjič povedano, to je testno obdobje, zagotovo bomo prilagajali. Previdno smo tudi štartali, kar se ur tiče, zaradi tega, ker nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo glede števila šoferjev, prostovoljcev in tukaj je zadeva sigurno, da bomo mogli to še malo poreklamirati, da še pridobimo in več bo na voljo prostovoljcev, več bomo imeli možnosti tudi časovno. Tako da, hvala. Dobro, hvala. Sandi, prihajamo na amandmaje. Amandma predlagatelja vam je bil posredovan po elektronski pošti in ga bo predstavila Katarina Vegelj. Izvoli, Katja. Natalija Berlec v imenu svetniške skupine SDS občinski upravi posredovala pripombe k dopolnitvi 9. člena pravilnika. In sicer se v tem 9. členu dodajo nova 6., 7. in 8. alineja in sicer gre se za pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prostovoljni šoferji. In sicer te alineje pač določajo, da vsak prostovoljni šofer bo moral podpisati izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Potem bojo mogli podpisati izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in pa da ima veljavno vozniško dovoljenje vsaj že 2 leti in je že dopolnil 21 let. Predlog sklepa pa je, da občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu pravilnika o uporabi vozila prostofer občine Kamnik. Hvala, Katja. Želi o amandmaju kdo razpravljati? Svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Ne? Potem zaključujem razpravo in glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu pravilnika o uporabi vozila prostoferov v občine Kamnik, ki se glasi: v 9. členu pravilnika o uporabi vozila prostofer občine Kamnik se doda nova 6., 7. in 8. alineja in sicer so podpisali izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece. Druga alineja, so podpisali izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. In tretja alineja, ima veljavno vozniško dovoljenje vsaj že 2 leti in je že dopolnil 21 let. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Ja, za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Nives Matjan? Za. Magister Šemso Mujanovič? Glasujem za. Duško Papaš? Za. Božidar Pilej? Za. Ančka Podbevšek? Za. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Za. Robi Prosen? Za. Dr. Janez Rifal? Za. Edis Rujovič? Za. Matija Siter Močnik? Za. Cvetka Slapnik? Za. Anton Tone Smolnikar? Za. Francis Pruk? Za. Marko Šarc? Za. Mojca Škraba? Za. Vanka Učakar? Za. Karla Urh? Za. Aleksandar Uršič? Za. Žaklina Zdravkovič? Za. Grega Zorman? Za. Igor Žavbi? Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je amandma sprejet. In zdaj prehajamo še na glasovanje o pravilniku v celoti, torej po naslednjem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o uporabi vozila prostofer občine Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Natalija Berlec? Natalija še enkrat. Za.
Ok, Anton Istra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markel, Nives Matjan, Za. magistr Šemso Mujanović, Glasujem za. Duško Papež, Za. Božidar Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Za. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edis Rujović, Za. Matija Siter Močnik, Matija Za. Siter Močnik, ok, Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruh, Za. Marko Šarec, Za. Mojca Škraba, Veliki za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Za. Žaklina Zdravković, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.